V majhnem študentskem stanovanju je bila potrebna prenova predvsem zaradi nevšečnosti z vlago, ki je naredila škodo na pohištvu. Poglejmo, kaj vse je bilo potrebno storiti. Tole majhno, 28 kvadratnih metrov veliko stanovanje se nahaja v pritličju stare hiše. Zaradi vlage se je razvila zidna plesen, ki ne samo da škoduje strukturi zidu, temveč je resno nevarna tudi za človekovo zdravje. Gospa Marjetka, prenova tega luštkega stanovanja, majhnega, je bila potrebna predvsem zaradi napada vlage. Kako ste se jo uspeli rešiti in jo pregnati na nek način z tega stanovanja ven? To stanovanje smo najprej morali popolnoma izprazniti in večino stvari, ki jih je načela vlaga, odvrsti stran, s tem, da smo se lotili najprej sanacije sten. Stene so bile precej načete, sploh tam, na primer pri postelji, kjer je bil stik obloge, zelo tesen steno, se je napila ta obloga vlage in je povzročila tudi neprijeten vonj v prostoru. Tako smo tudi zaznali, da je prostor se res preveč usedla vlaga, v prostor. Potem smo pa najprej te kritične stene se lotili tako, da smo odstranili ves omet, prišli do opeke, jo očistili, premazali z akrilom, dodali razne premaze proti vlagi. Velikokrat pa ne zadostuje samo premaz, ampak je treba stene najprej fajn presušiti, torej z zračenjem. In tudi, ko je stanovanje že zaključeno, ko so dela končana, moramo biti pozorni na to, da prostore redno zračimo in da pohištvo ne prislanjamo na tesen dotik z steno, kjer je možnost, da bi vlaga spet se pojavila. Omenili ste, da ste del pohištva plesnivega morali zavreči, se pravi, ste potem stanovanje do določene mere na novo opremili. Je tako, kot je bilo, ali je zdaj kako drugače? Pa v glavnem je ostalo isto. Od pohištva smo morali v celoti zamenjati majhno kuhinjico. Kot vemo, je to stanovanje za študenta, zato ne potrebuje velike kuhinje. Ohranili smo pograd, ki je namenjen raznim obiskom, ker je stanovanje v središču mesta in je zelo priljubljena destinacija. Seveda, državno študentsko življenje. Tako. Smo pa odprli, tukaj je bil en šank v preteklosti, kjer je bilo prostora samo za 2 osebi, naprimer. Pa ne samo to, bil je rahlo dvignen in bom rekla, ne tako primeren za vse pisanje, tudi kakšen študij, In sem se zato odločila, da to steno oziroma to zaporo tukaj podrem, ta šank, in smo raje se odločili za eno mizo, kjer je več prostora tudi za posedanje, zajtrkovanje ali pa tudi učenje. Zdaj lahko 3 udobno sedijo za to mizo. Kako je pa z barvami? Ste ohranili iste barve? Videti je precej svetlo, tako pozitivistično. Tudi prej je bilo v toplih tonih, bolj oranžno obarvanih, ampak tukaj je pa zdaj prišel ta fant, ki je tukaj prebiva do svojega okusa in je zaželil si črno-belo kombinacijo, tako da smo tako tudi mu ustregali. No, stene niso črne, so sive, ker je vseeno prostor ni zelo svetel in bi bilo pretemno, če bi bilo to črno. Pa se verjetno je dovolj, da se z detajli dobi ta efekt črno-belega stila. Igra teh drobnih detajlov, preproge, okrasov, tudi slik, fotografij je taka, da je čista prav ritem dala temu prostoru. In novo podobo tudi, Kaj pa kopalnica? Je bila ta tudi potrebna prenove? Se je tam tudi vlaga zadrževala ali je bilo treba obnoviti že zaradi same uporabe? V kopalnici ni bilo toliko vlage, bila je pa tako mogoče malo preživeta v smislu same zasnove, imela eno staro tuškat, tudi barvno ne bi bila zdaj usklajena s to podobo in zato smo se odločili, da tudi tukaj naredimo eno majhno spremembo, zamenjali smo vse ploščice. Namesto tuškadi je zdaj notri seveda to, kar je zdaj zelo modno, je tuš za kanaleto, se pravi v tleh, odtok. Naš študent je dobil tudi eno luštno majhno omarico, kamor lahko shrani kozmetiko, dodatne stvari, ki jih potrebuje. Koliko stane ena taka prenova? Pa si znamo približno predstavljati, koliko je treba nekega denarja vložiti za tako zadevo. Prostor res ni velik, tako da smo računali tudi to, da ne bo prenova toliko veliko stala. Glede na to, da smo zadržali pograd
vzmetnicami in pa posteljo. Je bil tukaj že nek prihranek, smo za prenovo porabili okoli 4.000 evrov, s tem, da tukaj niso všteti gospodinjski in električni aparati. Je pa všteto delo ljudi, ki so pač upravljali nakupi, barve, vse ni bilo... Sam poseg v stene. Kvadratura ni velika, tako da smo pa tudi zelo pazili na vsak strošek, ker stanovanje je že bilo enkrat urejeno in je vlaga nas presenetila in tudi lastnika udarila po žepu.